Dober dan, to je N1 studio. Čeprav je do predsedniških volitev še več kot 3 mesece, so sredi poletja znana že skoraj vsa najresnejša imena. Svoja aduta sta razkrili tudi dve največji parlamentarni stranki in velik del slovenskih županov. V studiu lepo pozdravljam današnja gosta, Anže Logar, ki bo kandidiral s podpisi volivcev in podporo SDS, sicer pa prejšnji zunanji minister, zdajšnji poslanec SDS. Dober dan, dobrodošli. Lep pozdrav. In Vladimir Prebilič, ki bo prav tako zbiral vsaj 5000 podpisov, podpira pa ga tudi 45 neodvisnih župan in županov, sicer pa je sam župan Kočevja, tudi profesor obramboslovja. Dober dan, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Naj povem, da smo tudi v tokratno oddajo, tako kot že v eno od prejšnjih, povabili kandidatko vladajoče stranke Gibanje Svoboda, njeno podpredsednico Marto Kos, a so jo v stranki ponovno opravičili, češ da bo za gostovanje na voljo čez kak mesec. Gospod Logar, prav Marta Kos je včeraj, ko sta z Natašo Pirc Musar obe že sneli rokavice, zelo neposredno napadla tudi vas. V svojem zapisu meni, da ste slovensko diplomacijo upenjali v, citiram, višegrajski voz kršitev vladavine prava, medijskih svobod in človekovih pravic. Eden mojih protikandidatov, ki je bil vedno strogo strankarski človek v stranki, ki ima notranjo avtoritarno strukturo izdelano tako rekoč do popolnosti. Zdaj prav njega naslavljajo kot nestrankarskega kandidata, ker kandidira s podpisi volivk in volivcev. Prizor bi bil smešen, če ne bi bil tragičen. Konec citata. Gospod Logar, rekli ste, da se ne boste ukvarjali s protikandidati, ampak tu so bile vendarle izrečene tudi neke obtožbe. Ali ne nameravate odgovoriti na nje, niti vsebinsko ne? Ne, se v bistvu s temi besedami ne počutim nagovorjen, ker sem svojim preteklim delom tudi na čelu ministrstva dokazoval ravno nasprotno. Mislim, da je bilo vodenje zunanje politike, pa tudi moje predhodne aktivnosti v politiki vedno usmerjene predvsem v sodelovanje. Tako da v tem pogledu mislim, da je to bolj na nek način sem postranska škoda nekega drugega dialoga, in v tem pogledu jaz nadaljujem s kampanjo, kot sem si jo zastavil. Zdaj, morda bi kdo pomislil, da se je gospa Kos oglasila tudi, ker ji po prvih anketah Mediane ne kaže na uvrstitev v drugi krog. Po obeh anketah in za Delo in za RTV vodi Nataša Pirc Musar z skoraj 30 oziroma 24 odstotki. Vi ste v eni anketi na drugem mestu 24,3, tudi v drugi ste na drugem mestu 16,5 odstotka, torej obeta se vam uvrstitev v drugi krog. Ste zadovoljni, da že tako zgodaj po anketah kotirate dobro? Mi smo najavili kandidaturo šele v ponedeljek. Ta anketa se je zaključila v četrtek in očitno v tem kratkem času sem uspel s poročili, ki sem jih nameraval posredovati, ustrezno nagovoriti pomemben del volilnega telesa. In jaz verjamem, da je to dober začetek. Sem pa že tudi v ponedeljek napovedal, da je moja kandidatura od spodaj navzgor. Skratka, da se bom ukvarjal predvsem z volivkami in volivci, da se bom posvetoval z njimi in na podlagi tega potem tudi predstavljal njih in bom tudi njihov glas v predsedniški palači. In zagotovo so te številke spodbudne. Verjamem pa, da je tudi nekaj še prikrite podpore. Gospod Prebilič, vi zaenkrat kotirate slabše, po nekaj odstotkov sta vam namerili ti dve anketi. Morda vaš komentar teh prvih merjenj? No, tako kot je kolega prej izpostavil, on je napovedal svojo kandidaturo v ponedeljek, v četrtek, ko se je anketa praktično zaključevala. Tako da vseeno menim, da nekaj rezerve v tem kontekstu seveda je. Je pa dejstvo, da je bistveno težje kandidirati nestrankarsko, bistveno težje kandidirati iz pozicije, v kateri sem sam. To pa ne pomeni, da je to nemogoče. Daleč od tega, moja naloga se šele začenja, moje spoznavanje Slovenije, Slovenk in Slovencev je šele na začetku. Trdim, da je tukaj kar nekaj rezerve. Tudi ne nazadnje vse županje in župani, ki so mi namenili podporo s tem, da so me podprli do sedaj, si želijo moje večje prisotnosti. Ta se začenja ta teden. Tako da mislim, da nismo še na točki, ko bi lahko konkretno evalviral trenutni rezultat. Seveda je pa tako v politiki, da je konec takrat, ko je konec in niti minuto ali sekundo pred tem. Zdaj, če se še za trenutek vrnem k gospe Marti Kos, se vi, gospod Logar, strinjate s prvim predsednikom republike Milanom Kučanom, ki je sicer podprl Natašo Pirc Musar, da bi bilo sistemsko nesprejemljivo, da bi 3 najvišje politične funkcije v državi zasedali 3 vodilni ljudje največje parlamentarne stranke, torej Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič in Marta Kos? To smatram, da je bolj
deljenje funkcij po kvotah. Slovenija potrebuje dobrega predsednika, skratka nekoga, ki bo zagovarjal ljudi, bo njihov glas v predsedniški palači in tudi na nek način, ki bo imel v vidu Slovenijo, skratka, ki bo delal za dobro ljudi. In v tem pogledu načeloma to ni pomembno, iz katere stranke prihaja, predvsem je to nekdo, ki ima ustrezen sistem ali pa dela, način sodelovanja, da to dejansko lahko uresniči. Če pa že govorimo o teh delitvah in ravnovesjih, ki naj se vzpostavijo v družbi in za demokratični sistem, pa mislim, da je treba iti korak dlje. Torej ne, da imajo vse najpomembnejše funkcije v rokah predstavniki iste opcije, ampak tudi svetovno-nazorsko verjetno je ta nadzor bistveno boljši, če je v predsedniški palači nekdo, ki ni nujno enakega mnenja kot obe kandidatki. Sem razumel, kaj ste želeli reči. Ste eden od najbolj prepoznavnih obrazov zdaj ponovno največje opozicijske stranke, zunanji minister, predsednik sveta stranke SDS, večkratni poslanec SDS, mestni svetnik SDS, strankin kandidat za ljubljanskega župana. Zakaj ne kandidat stranke, pač pa skupine volivcev s prvo podpisano Romano Jordan, ki se je od vodstva stranke že pred leti distancirala? Kaj s tem sporočate, da se tudi vi nekako s tem distancirate od stranke ali zakaj niste kandidat stranke? Ne, zelo enostavno, da je moja odločitev, da je dozorel čas, da kandidiram za predsednika republike. Skratka, ko opazujem, kako v Sloveniji praktično po vsakih volitvah smo priča nekim delitvam, kako tisti, ki pridejo na čelo, začnejo obračunavati s tistimi, ki so bili prej. In glede na to, da nas je 2 milijona, mislim, da nimamo tega luksuza, da bi na vsakih volitvah, po vsakih volitvah to ponavljali. In mene to osebno moti in mislim, da je funkcija predsednika republike v tem pogledu še neizkoriščena. Mislim, da lahko predsednik republike lahko bistveno več postori, po mojem mnenju največ, glede na to, da je to edina funkcija, ki je neposredno večinsko zvoljena, torej ki dobi več kot 50% podpore volivk in volivcev in ima zato tudi največji mandat in največjo legitimnost, da to sodelovanje na nek način postavi kot ključno smer delovanja slovenske politike. Mislim, da smo tu v preteklosti kar precej zamudili, kako se razvija naprej, bi rekel, da se v napačno smer. Mislim, da je zdaj prišel čas, da tudi mlajša generacija, mi, ki predvsem želimo sodelovati, ki želimo razvijati to državo, v pravo smer dobimo priložnost, da pokažemo, da se to da. In jaz verjamem, da se to da. Ampak niste mi pa povsem odgovorili na vprašanje. Gospod Prebelič, vam bodo podpise volivcev pomagali zbirati kolegi nestrankarski župani. Tu je tudi največja razlika med vami in nekaterimi protikandidati. To pravite vi, da kot predsednik republike ne boste podaljšek neke strankarske politike, pa vendar ste se s številnimi župani pogovarjali tudi o morebitnem nastopu na aprilskih parlamentarnih volitvah. Zakaj ste potem tisto možnost opustili in se podali v predsedniško bitko? Menite, da imate tu več možnosti? Torej, če smem ena kratka replika naprej povedano, najprej se mi zdi pomembno naslednje. Ko se pogovarjamo o predsednici ali predsedniku Republike Slovenije, je seveda potrebno poudariti, kako si nekdo predstavlja upravljanje te funkcije. Torej, sam si jo predstavljam upravljati v obsegu na način korekcij anomalij v političnem prostoru Republike Slovenije. To pomeni, da če želim to delati oziroma na ta način upravljati funkcijo, potrebujem resnično neodvisnost, torej ne vpetost v nobeno stranko, v nobeno kolesje raznih omrežij. Torej ne predstavljam si, kako lahko nekdo, ki je tako ali drugače bil nekoč ali pa celo je vpet v te zgodbe, to lahko izvaja. Torej to je ena stvar. In zaradi tega seveda kandidiram kot nestrankarski, ker v resnici nisem član nobene politične stranke. Vprašali ste me v zvezi z zbiranjem podpisov. Ja, drži, mi bomo zbirali podpise s pomočjo županj in županov, pa seveda tudi z vsemi, ki nam bodo priskočili na pomoč. Mi nimamo kolesja in mehanizma politične stranke, ki nam bi v tem kontekstu pomagala. Tudi nimamo kapitala, ki bi lahko to drugače podpiral. Imate pa politični kapital županov. Tako je, to pa imamo in na to se bomo tudi naslonili. Jaz mislim, da ta kapital ni nepomemben in ko je kolega govoril o spodaj navzgor, jaz mislim, da je naš pristop dejansko definicija le tega. Namreč, kaj je bolj povezano ta trenutek z ljudmi
v naši državi kot župan ali županja, ki je tako kot predsednik republike neposredno izvoljen znotraj seveda svoje občine. Se pravi, nekdo z imenom in priimkom mora zagotoviti si podporo teh ljudi in če jih želi dobiti, potem seveda je po naravni poti z njimi povezan. In sem še en medklic mogoče na koncu, kar se tiče povezovanja. Ko sem prišel na funkcijo župana leta 2010, to bodo verjetno ljudje vedeli, je bila občina Kočevje ena izmed najbolj nerazvitih občin v naši državi. Mi smo bili med 212 občinami na 210. občino, na 210. mestu med občinami, kjer bi ljudje želeli živeti. Imeli smo 27% brezposelnost in to je bila najvišja v Republiki Sloveniji. Imeli smo eden najnižjih proračunov na prebivalcev v naši državi. Imeli smo največji saldo odseljevanja ljudi iz naše občine. Te stvari so se danes spremenile. Proračun se je povečal za 2,5-krat. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da s tem, ko smo ideologijo izključili iz vodenja občine, danes v občinskem svetu političnih strank skoraj ni, smo začeli hitro napredovati. In danes veljamo za eno najbolj propulzivnih občin, nosilci Zlatega kamna iz 2018. Pravite, političnih strank ni, ampak še vedno ste vsi politiki, ne, tako vi kot župan, kot tudi vsi občinski svetniki, ampak niste mi odgovorili na vprašanje, zakaj niste šli na aprilske parlamentarne volitve, na predsedniške pa zdaj greste. Hvala za opozorilo. Ko smo se pripravili na to, da bi oblikovali iz tega kluba malo bolj tesno povezano, recimo tudi politično stranko, se je izkazalo, da med župani obstajajo razlike, da obstajajo tudi različne afinitete in pričakovanja. Izkazalo se je tudi, da so nekateri iz tega ožjega dela našega sodelovanja odšli v nekatere politične stranke, postali nosilci nekaterih političnih funkcij. Skratka, dejstvo je bilo, da v tistem trenutku, ko bi bilo potrebno resnično stopiti skupaj in biti zelo enoten, te enotnosti ni bilo do te mere, da bi se lahko podali državnozborske volitve. Na področju volitev predsednika republike je tega zdaj več na eni strani, pa tudi moram povedati, da tisti, ki so se podslavili, so odprli prostor drugim. Zdaj, funkcijo župana upravljate nepoklicno, še vedno torej predavate na FDV, kljub temu, da vodite kar veliko površini, celo največjo slovensko občino in ta funkcija je izvršilna v pravem pomenu besede. Župan ima res ključno vlogo pri marsikaterih odločitvah, funkcija predsednika pa je, čeprav formalno najvišja v državi, ustavno zelo omejena. Kako bi se vi prilagodili temu okvirju, katere izvršne pristojnosti bi morda predsednik še moral imeti? Rekli ste že, da bi si jih želeli več. Torej, zakon do zdaj je popolnoma jasen in jaz se ga tudi zavedam, so nekatere omejitve. Res pa je, da je zelo odvisno od tega, kako nekdo te omejitve jemlje in jih potem tudi interpretira oziroma izvaja v političnem življenju. Konkretno, recimo, 3 področja, kjer si želim biti bistveno bolj učinkovit oziroma bistveno bolj prisoten. Prva stvar je področje nacionalne varnosti. Vsi veste, da v Republiki Sloveniji zadnjih nekaj let predsednik republike dobi na mizo poročilo o stanju v Slovenski vojski. Ne rabimo iti v detajle, vemo, da to stanje ni najbolj vzorno. Moje mnenje je, kot vrhovni poveljnik obrambnih sil, poudarjam, obrambnih sil, torej nisi dejansko de facto poveljnik, pa vendar, mislim, da je dolžnost, da mora predsednik odpreti tukaj dialog in poiskati možnost novega družbenega dogovora. Na ta način, ko se zdaj trenutno upravlja Slovensko vojsko oziroma obrambnim sistemom, ne bo šlo več v bodoče. Torej, tukaj bi bil potreben bistveno večji angažma, sam osebno si ga želim v tem kontekstu zagotoviti. Druga stvar je v smislu zunanje politike. Verjetno bo gospod Logar nekatere stvari še dopolnil, pa vendar si želim, da bi kot predsednik republike v tem kontekstu bil bolj vpet, bolj sodelovalen in da bi bil v kontekstu predvsem gospodarske diplomacije bolj prisoten. In končno, Republika Slovenija se nahaja zdaj v času nujno potrebnega novega družbenega dogovora. Izzive, ki jih imamo, energetska nevarnost, prehranska nevarnost, tudi vodno vprašanje, vodna nevarnost, to so vse moderni izzivi nevarnosti in varnosti v naši družbi, tukaj bo potreben dogovor. In jaz mislim, da mora biti predsednik na eni strani podpora vladi tedaj, ko dela v teh kontekstih dobro in slaba vest vlade v tistih kontekstih, kjer je reakcija prepočasna ali je umanjkala. Gospod Logar, če kar v bistvu nadaljujem tisto, kar je že omenil gospod Prebilič glede zunanje politike, bi si vi morda želeli več pristojnosti na tem področju, vendarle predsednik republike zunanjo politiko pomembno sooblikuje že zdaj? Ja, sej, to ste dobro povedali, jo pomembno sooblikuje sedaj. Ima dovolj pristojnosti, kar se tega tiče, je po zakonu o zunanjih zadevah drugi ključni akter
z zunanjim ministrom. Mislim, da je tukaj pomembno, da sta z zunanjim ministrom usklajena, da se tudi ustrezno koordinirata. In saj to lahko rečem, v času mojega ministrovanja je bila ta komunikacija z predsednikom Pahorjem redna. V vseh delih, kar predvideva zakon in tudi v teh najpomembnejših političnih dogajanjih. V tem pogledu mislim, da je predsednik republike v bistvu glavni ambasador Slovenije na najvišji možni ravni in kot usklajen z ministrom za zunanje zadeve, predvsem pa z strategijo v zunanji politiki, lahko ključno prispeva k umeščenosti Slovenije v te mednarodne tokove. In to bo v prihodnjih letih še posebej pomembno, predvsem zaradi varnostnih izzivov in predvsem zaradi teh političnih mednarodnih sprememb, ki so povezane z vojno v Ukrajini, z spremenjenimi varnostnimi razmerami, z geopolitiko, z koncentracijo neko mednarodne pozornosti na Indo-Pacifiško regijo, z različnim odnosom med Rusijo, Združenimi državami Amerike in Kitajsko in na koncu koncev tudi z oživljeno Evropsko unijo, ki je dejansko doživela nek nov veter sodelovanja in mislim, da je tu ravno ta izkušnja iz zunanje politike, mislim, da ključna v prihodnjih letih. Omenili ste vojno v Ukrajini, ne? Ta traja zdaj že 4 mesece in pol. Slovenska javnost je zelo enotna pri obsodbi ruske agresije, ne pa tako zelo o tem, kako naj se ta konflikt rešuje. Kaj naj storita EU in NATO, katerih članica je Slovenija? Kakšno sporočilo bi po vaše tu moral državljanom dati predsednik republike? Mislim, da je treba dati zelo močno podporo Ukrajini, hkrati se zavedati, da se ravno na frontni liniji v Ukrajini brani vrednostni sistem, ki smo si ga uspeli zagotoviti po drugi svetovni vojni, torej Organizacija združenih narodov, njene temeljni dokumenti v bistvu so na preizkušnji v Ukrajini in tu ne smemo popustiti niti za ped. Mislim, da mora biti naše srce in tudi naš razum tudi v prihodnjih mesecih, morda celo letih na strani Ukrajine in se zavzemati za to, da se ta država ustrezno obrani agresorja. In lahko rečem, da sem vesel, da v bistvu nova vlada nadaljuje politiko, ki jo je zastavila prejšnja vlada, kljub temu, da so bile v predhodnem, torej predvolilnem času neke drugačne napovedi. In to je zagotovo dober znak. In lahko rečem, da če bomo uspeli s tem pristopom Ukrajini zagotoviti mir, s tem pa tudi širši regiji, nas za prihodnost ne rabi skrbeti. V primeru, da bi pa tu popustili, potem je pa prihodnost zelo negotova. Gospod Prebilič, enako vprašanje. Se strinjam. Napad Ruske federacije na Ukrajino je najbolj eklatantna kršitev mednarodnega prava. Ni opravičila za tako ravnanje. To je popolnoma jasno. Ve se, kdo je agresor in ve se, kdo se v tej vojni brani. Gre za to, da tudi po vseh mednarodnih pravnih dokumentih, če vzamemo sem za podlago Ustanovno listino Združenih narodov, obstaja neodtujljiva pravica vsake države in vsakega naroda do obrambe. In kot rečeno, tukaj je napad na državo in Ukrajina ima pravico, da se brani in dolžnost, da se brani. Mi, vsi ostali, mislim, da jim moramo v teh naporih pomagati. Mislim, da mora predsednik republike skupaj z vlado pripraviti državljanke in državljane, tudi našo državo, na zelo težke izzive. Namreč posledice ne bodo enostavne te vojne in jih že lahko čutimo dan danes. Mislim, da bodo samo še večje. In tukaj je potrebno doseči skupen konsens okrog tega. Tukaj ni razprave, moramo biti enotni, tudi če nas bo pri tem nekaj bolelo, se pravi finančno in sicer, ampak naj vas spomnim, če nas finančno boli, predstavljajte si, kakšno žrtev plačuje danes ukrajinski narod v Ukrajini. Tako da jaz mislim, da za ta čas ni čas za samopomiljevanje, ni čas za nerganje in negodovanje, ampak je čas za to, da skupaj stopimo in obranimo vrednote, ki nas definirajo. Zdaj prihajala so pisma intelektualcev glede vojne v Ukrajini, nekatera so imela širšo paleto podpisov, druga manj. Gospod Prebilič, vi menite, da bi se moral predsednik vključevati v to razpravo, sklicati kak posvet vseh akterjev, nekaj podobnega je denimo storila zunanja ministrica Tanja Fajon? Jaz bi ga sklical, ukolikor bi bil na tem položaju. Že prej sem povedal. Z vsemi avtorji teh besedil? Mislim, tako je. Jaz mislim, da če kdaj
In to tudi velja za Evropsko unijo in Evropska unija v tem kontekstu vsaj zaenkrat še deluje zelo koherentno in medsebojno se podpira v teh naporih. Mi moramo v tako ekstremnih situacijah, kot je ta vojna, poenotiti svoje stališče. Jaz mislim, da zdaj nikakor ni čas za to, da se ponovno delimo, da imamo zelo raznolike poglede, ker še enkrat govorimo o tem, ali ne bodo obstale tiste norme, za katere smo se pravzaprav vsi v Evropi zavezali. Torej, jaz bi jih povabil in bi si želel, da poenotimo stališče, kolikor je to seveda mogoče. Če nekdo ne želi poenotiti, to je seveda svoboda razmišljanja drugega, pa vendar napor v to ne bi bil slab, zlasti skozi prizmo, kot sem prej povedal, priprave na zelo težke čase, ki nas čakajo, da jih bomo tudi lažje razumeli. Kot rečeno, mnenja so kar zelo raznolika, a ne? Kako bi jih vi recimo spravili pod nek skupni imenovalec, če bi bilo to mogoče kot predsednik? Mislim, da drugo pismo združuje zelo široko paleto podpisnikov. Mislim, da s tem tudi kaže, da obstaja neka široka usklajenost v slovenskem javnem mnenju, tako na levi kot na desni. Mislim, da je prav, da je zunanja ministrica opravila to razpravo. Mislim pa, da ni razloga, da bi predsednik republike, ker bi s tem v bistvu dajal tistemu prvemu pismu nadpovprečno veliko težo. Mislim, da to drugo pismo kar lepo povzame splošno mnenje. Lahko pa seveda o tem razpravlja odbor za zunanjo politiko, ampak mislim, da je ravno tudi ta simbolni akt, da je predsednik Ukrajine nagovoril slovenski parlament, ta znak, ki dejansko kaže, da smo na pravi strani zgodovine. Ampak je kar nekaj časa potreboval, da je nagovoril slovenski parlament, to je treba povedati. Kako zelo realna je po vaše, gospod Logar, napoved premierja Goloba, s katero je v Madridu kar presenetil koalicijske partnerje, pa še koga, da bo treba časovnico za povečevanje obrambnih izdatkov na 2% BDP, kar je zaveza NATO, pospešiti, da bo prej kot leta 2030, kot so se zavezale prejšnje vlade. Podpirate to in kako po vaše bi lahko predsednik doprinesel, da bi se to zgodilo? To je pričakovano, to so temeljni dokumenti NATO, so javni, v bistvu vsak jih lahko prebere in si s tem tudi jasno ustvaril, po kateri poti bo šel NATO. V bistvu je šlo samo za pripoznanje tega, ker praktično že vsi vemo. Veseli me tudi, da je prišlo sedaj do poenotenja sporočil doma in v tujini. Mislim, da je to zelo pomembno. Bistvo vsega tega pa je, da moramo mi zagotoviti varnost za svoje fante. Skratka, mi moramo investirati... In dekleta. Tudi dekleta, seveda, se upravičujem. Mi moramo investirati v obrambne sisteme zaradi varnostnih groženj in predvsem zato, da so naše vojakinje in vojaki ustrezno opremljeni tudi, kadar gredo na misijo v tujino. In to negativno sporočilo, ki ga predsednik republike dobi potem na mizo, samo še dodatno kliče po temu, da moramo te napore narediti. In NATO sedaj ne govori več o 2% za obrambo oziroma za varnostna vprašanja, ampak 2% plus po letu 2024, kar pomeni, da moramo vso tisto zamudo, ki smo si jo nabrali v preteklih letih in predvsem zanikanjem tega pomena, ki ga ima varnostno vprašanje za prihodnost Slovenije, zdaj v krajšem času nadoknaditi. In to bo pač naloga te vlade, da te obljube tudi izpolni. Vaš pogled na to, gospod Prebilič, kako to doseči zdaj že? Ne, najprej smo imeli zaveze do 2024, 1,5, zdaj že 2%. Kaj je s tem? Poglejte, najprej je treba jasno povedati, to ni nekaj, kar NATO zahteva. To je NATO-vo priporočilo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo se skozi zgodovinski čas naučili, da ukolikor države namenjajo 2% BDP-ja, funkcionira sistem te države v smislu zagotavljanja varnosti in obrambe. Torej gre za dejstvo. Mi sami smo se zavezali k temu, da bomo temu sledili, pa žal vsa ta leta nismo sledili. Ampak pozor, mislim, da ni tako pomemben ta trenutek, ali bomo mi dali denar v proračun za to ali ne. Veste, težava je nekje drugje. Težava so vojakinje in vojaki. Ne vem, kako sicer spremljate, kaj se dogaja s kadrovskimi vprašanji, ampak danes bo še najlažje zagotoviti finančni vir. Bistveno težje bo prepričati mlade ljudi, da se bodo temu sistemu pridružili.
In tukaj gre za vlogo predsednika republike. Namreč, mi smo zelo dolgo časa pošiljali napačen signal ljudem v Sloveniji in ta je bil, mi smo člani NATO, drugi bodo poskrbeli za varnost naše države, kar je seveda zavajanje. NATO ne bo poskrbel za prav nič, ker NATO nima vojske. Vojsko imajo samo države članice NATO. In če vsi podobno razmišljamo, potem nimamo teh kapacitet. Torej, menim, da je potrebno ta problem nasloviti še kje drugje. In tukaj vidim vlogo predsednika. Namreč dvigati je treba varnostno pismenost državljank in državljanov Republike Slovenije. Torej, varnost ni dana od nekoga drugega, za varnost se je potrebno potruditi. In ta animacija, ta vloga, ta, bom rekel, spodbuda se strani predsednika bi morala biti prezentna ves čas, kar pomeni, da bi bilo verjetno treba razmišljati o nekaterih spremembah v smislu izobraževalnega sistema, o nekaterih spremembah v smislu atraktivnosti poklica in še mnogo stvari bi lahko danes dali na mizo, ki bi naredile vojaški poklic spet zanimiv in sprejemljiv. Tako pa je, vsaj tako se zdi ta trenutek v Sloveniji, vojska pravzaprav ne bodi ga treba, za katero ne želimo izdvajati denarja. Izvolite. To pomeni, se opravičujem, da boste šli, ne vem, z vojaki na teren, v uniformi, kot smo videli prejšnjega obrambnega ministra. Ne. Je to za vas pomeni približanje funkcije? Ne, nikakor. Poglejte, mi moramo ljudi izobraziti, zakaj vojska sploh obstaja, kaj so njene naloge in kaj nam ona zagotavlja. Tukaj imamo težavo. Tega ne morete spremeniti s tekanjem po naravi, ampak je treba spremeniti sistemsko poznavanje varnostnega sistema v Republiki Sloveniji. Prej je bila že omenjena draginja. Predsednik republike, čeprav bi si morda to zelo želel, draginje, ki jo doživljamo, ne bi mogel reševati. Vlada ima tu načrte, vsak teden kaj predstavi, glede energentov, glede hrane, cene pa rastejo kar naprej. Kako se lahko predsednik, na katerega pa se državljani pogosto obračajo zaradi takšnih stvari, zaradi takšnih stisk, vključi v reševanje tega vprašanja, gospod Logar? Jaz mislim, da se lahko, da ima vsa ustrezna orodja za to, čeprav za to nima zakonodajnih pristojnosti. Namreč predsednik je človek oziroma funkcija, ki s svojim angažmajem dejansko pokaže, kaj je fokus, s čim se moramo v Sloveniji začeti ukvarjati. In predsednik republike ima to moč predlaganja. Zdaj, če on predlaga konferenco o prihodnosti Slovenije, če on predlaga konferenco o draginji energentov, lahko s tem sproži postopek soočanja različnih mnenj in iskanja rešitev mimo teh normalnih aktivnosti vlade. Za isto mizo sooči predstavnike gospodarstva, predstavnike nevladnih organizacij, strokovnjake, znanstvenike in na podlagi tega potem s temi zaključki naprej skliče vrh slovenske politike in predstavljene rešitve predlaga tistim, ki v Sloveniji torej predlagajo zakone oziroma izvršujejo zakone, da v tej smeri potem sprejmejo rešitve. In bolj, ko bo predsednik republike aktiven v tej smeri, lahko ste prepričani, bolj se bo morala odzivati tudi vlada. Skratka, predsednik republike je lahko tisti glavni prvi iniciator vseh teh sprememb in vseh teh ukrepov, za katere vemo, da jih moramo v državi sprejeti. Kako si to predstavljate vi, gospod Prebilič? Omenjali ste že v preteklih dneh, da ima predsednik pristojnost recimo sklicati izredno sejo državnega zbora, pa da do zdaj to nikoli še ni bilo. Bi recimo v primeru draginje to naredili vi ali v kakšnem drugem primeru? Kako bi se lotili tega vprašanja? No, jaz mislim, da bo potrebno na neki točki si naliti pa prosto čistega vina, ne? Republika Slovenija in vlada Republike Slovenije, hotela to ali ne hotela, vseh izzivov in težav, s katerimi se srečujemo, to so namreč globalni izzivi in težave, ne moremo reševati z gašenjem požara. Skratka, dejstvo je, in to se kaže zdaj vedno bolj prezentno, tudi širše v Evropi, da bo potrebno spremeniti način življenja, določene vrednote se bodo mogli prilagoditi novim dejstvom in če mi želimo, da bodo ljudje po tej poti šli, potem je treba seveda najprej pošteno povedati, kaj nas čaka, biti odkrit, biti iskren in potem, ko se poenotimo okrog tega, moramo vsi na to pot tudi stopiti. Ne? Žal smo imeli v preteklosti tudi nekaj primerov, ko so bile krizne razmere, pa te niso veljale za vse enako. Jaz mislim, da moramo doseči poenotitev in vsi stopiti za to.
to, kar je bilo prej povedano, torej sklic konference, absolutno mislim, da tukaj umanjka še poleg civilne družbe in pa politikov ter gospodarstva še znanstveni del, ki mislim, da je že v naši državi vse preveč prezrt, sam iz njega prihajam, pa vem, kako to izgleda, ker največkrat nismo pozvani k temu dialogu, ampak se strinjam, mi moramo doseči konsens okrog določenih stvari in ljudem to prezentirati. Kaj samo ugotavljam, da je problem v naši državi, premalo se komunicira, premalo se jasno komunicira in potem kasneje, ko se nekaj skomunicira, se največkrat ali pa žal v nekaterih primerih tega ne drži. In to je potem težava. Tukaj nastopi potem zmeda, ki v razmerah, v katerih smo, ni dobrodošla. To, kar opisujete, smo nekako videli v času te epidemije. V zadnjih 2 letih ljudje so vladi takrat najpogosteje učitali neustrezno komunikacijo in ljudje so v tem času, čeprav se je oglašal, pogrešali besedo predsednika republike. Ali bi se vi, gospod Prebilič, v času epidemije in protestov kot predsednik oglasili in opozorili na denimo prekomerno uporabo prisilnih sredstev strani policije, odnašanje mirnih protestnikov s Trga republike, kjer so mirno na tleh brali ustavo, ali pa ko globo dobi raznašalec hrane, ki je želel zgolj pomalicati, Ustavno sodišče pa potem te ukrepe nekako ugotovi, da so neustavni? Absolutno. Kaj bi pa povedali? Oglasil bi se absolutno. Veste, vse v državi se dogaja na način legitimnosti in legalnosti. Legalnost pomeni, da imate pravico izvajati določeno zakonodajo, torej da je ta usklajena z našim pravnim redom. Legitimnost je pa tisto, ki ga podeljujejo ljudje, ukolikor in če temu zakonu, tem normam, ki jih izvajate, zaupajo. Jaz mislim, da je bilo premalo vloženega napora v to, da bi ukrepi, nekateri so bili logični in tudi sam sem jih podpiral kot župan, da bi ukrepi doživeli prepoznanje legitimnosti, ker se je premalo o tem govorilo. Drugi spet so bili korak, po mojem mnenju, predaleč. In niso bili ekvivalent dobrobiti, ki se je pričakovala iz te strani. Torej, premalo je bilo tukaj tudi, po mojem mnenju, komuniciranja v samem vrhu. Jaz mislim, da bi lahko ali pa celo bi moral biti predsednik v to razpravo bolj vključen in vse bi bilo lažje, ukolikor bi bili ukrepi uravnoteženi in ljudem razumljivi. Jaz trdim, da ljudje morajo razumeti ukrepe, samo zaradi tega se jih bojo tudi držali. Če to niso razumljivi ukrepi, imate situacijo, skozi katero je Republika Slovenija žal tudi šla. Torej, oglasil bi se definitivno, odnašanje protestnikov in na nek način vseljevanje sile tam, kjer to ni potrebno, ni stvar, ki bi si jo lahko država privoščila. In tukaj seveda bi moral, in če bi jaz bil v tej poziciji, bi to tudi nagovoril. Oziroma bi se pojavil tudi na samem primeru takšnih dogodkov. Mislim, da so te stvari v nekaterih pogledih šle preprosto predaleč. In še enkrat, jaz razumem, v krizijah je treba omejevati določene pravice in svoboščine, ampak te morajo biti razumljive ljudem. Vse niso bile razumljive, tudi meni ne, kot županu, ki sem takrat izpravil to funkcijo. Stvari so šle predaleč, pravi gospod Prebilič, vi ste bili takrat, gospod Logar, minister, zunanji minister. Kako ste vi takrat gledali na sprejemanje, na komuniciranje teh ukrepov? Tudi sami imate izkušnje, vodili ste 2-krat vladni urad za komuniciranje. Ste morda koga opozorili, morda kaj svetovali, kako bi bilo smiselno bolje to ljudem razložiti? Zdaj, jaz bi mogoče naredil en korak nazaj. Danes smo že pozabili, kako je bilo, ko je epidemija dejansko udarila. Bergamo, slike, smo gledali preminule na ulici, so dejansko zarezale v nek odločevalski proces z nekim tedaj neznanim virusom, ki so prestrašile vsakega izmed nas. Zdaj, tisti, ki ni bil zgrožen ob teh slikah, ima zelo kamnito srce. In morate vedeti, da vlada takrat v tistem času je sprejemala ukrepe v svoji najboljši veri. Glede na to, da se je stanje virusa spreminjalo praktično iz tedna v teden, mi smo takrat sedeli 3-krat na teden, ponedeljek, sreda in nedelja, in prečesavali, katere ukrepe lahko še sprejemo. Jaz se strinjam, da verjetno kakšen ukrep ni bil smiseln, da je mogoče kakšen bil prestrog, ampak morate pa tudi razumeti, da noben od teh ukrepov ni bil sprejet slabim namenom, ampak vsak predvsem s tem, da se zajezi ta virus. In zagotovo so bile v tem postopku tudi storjene napake, ampak storjene napake so bile tudi v drugih državah. Tudi v drugih državah je Ustavno sodišče razglasilo posamezne odločitve za neustavne. In
s čemer jaz lahko rečem, da smo se takrat srečali že v samem začetku z veliko rezistenco tako medijev kot posameznikov, ki so imeli to moč, da sporočijo svoje stališče, kar je v bistvu precej otežilo sprejemanje teh ukrepov ali pa recimo sprejemljivost teh ukrepov. No, mediji smo se ves čas, se upravičujem, trudili, da bi prihajali do informacij, da bi jih ljudem čim prej sporočili, kar se tiče ukrepov, cepljenja in tako naprej. Drži. In strinjam se, da verjetno z boljšo komunikacijo bi te ukrepe tudi laže predstavili javnosti in s širšo vključenostjo in sodelovanjem bi to verjetno laže naredili, ampak tudi vlada je večkrat sklicala predstavnike lokalnih skupnosti in predstavila te ukrepe in na nek način lahko rečem, da je danes, ko je ta virus več ali manj znan, ko imamo cepivo proti temu virusu in ko vemo, kakšne posledice ima, bistveno lažje upravljati s tako podobno krizo. Bi samo še en primer povedal. Primer Portugalske. Srečevali so se s podobnimi težavami kot pri nas. Ljudje so bili proti, niso se cepili, niso upoštevali ukrepov. Veste, kaj so naredili? Za glavnega koordinatorja boja proti covidu so imenovali generala. Generala. Predstavljajte si, da bi v Sloveniji imenovali generala. Ampak sem tukaj z gospodom... Samo da zaključim, kot glavnega tistega protagonista, ki to usklajuje. Pa veste zakaj? Zato, ker je po njihovem pravnem redu oziroma načelu prepovedano kritizirati vojaka oziroma generala. In ker ga potem nihče ni več kritiziral, so ljudje prisluhnili njihovim ukrepom, ki so bili v marsičem strožji, kot so bili. Ja, ravno o tem sem z našim priznanim jezikoslovcem Kozmo Ahačičem govoril, prav v tem studiju, o tem, zakaj je na Portugalskem vojaška retorika delovala, pri nas pa ne. Ste želeli, o tem bi lahko verjetno govorili še kar nekaj časa, gospod Prebilič. Ne, hotel sem dodati. Ta stvar je meni zelo poznana, zato ker izhajam iz te branže. Seveda tam je drugačen odnos do vojske nasploh na Portugalskem. Vemo, kakšna je bila njihova vloga tudi v času nastajanja Svobodne republike in tako naprej. Ampak vendar, se mi zdi nekaj drugega. Pomembno je, da je, če ste spremljali retoriko tega generala na Portugalskem, njemu uspelo nekaj, kar nam ni najbolje. In to je, da je bolezen, virus, bil jasno prezentiran kot edini sovražnik portugalske države in državljank in državljanov. Bolj enostavno komuniciranje je vojaka in je bilo tudi ponotranjeno in sprejeto to komuniciranje lažje se strani ljudi. Se strinjam, vlada verjetno ni sprejemala stvari s slabim namenom, katera pa. Sej, upam, da takšne nikoli ne bomo imeli, da bo slabimi nameni, ampak sam znate izraz, da je pot v pekel tlakovan z dobrimi nameni. Zaradi tega je dobro, da kadar pridemo v to komuniciranje, da je čim bolj preprosto, čim bolj jasno, čim bolj razumljivo in da ljudje lahko to prenesejo v svoje življenje. Tukaj mislim, da bi bila izbira boljša, če bi recimo bil glavni komunikator se strani vlade nekdo drug v tistem času. Tudi sam sem imel kar nekaj pogovorov z gospodom, pa niso bili ravno vsi uspešni in tudi nerazumljeni. Ja, tu morda ne bi bilo slabo spomniti, da ste v Kočevju kar dobro organizirali cepljenje, porabili veliko cepiva, dali nek zgled, nek dober primer, pa ste jih potem slišali od glavnega govorca. Ne samo to, lahko vas dopolnim, se upravičujem. Veste, kako je bilo? Mi smo postavili prvi sistem, ki je računalniško nadziral, kdo je cepljen, kdaj je cepljen in na kakšen način je cepljen. In mi smo postavili program, ki smo ga razvili in ga ponudili ostalim zdravstvenim domovom v Sloveniji. Mi smo bili tako učinkoviti, da smo bili potem ustavljeni zaradi učinkovitosti. Ne vem, zakaj je to potreba. Nismo bili razumljeni, jaz mislim, da je škoda. Nekdo, ki vodi, pa to ne mislim zdaj gospoda Logarja, ampak nasplošno, tukaj je bil gospod Kacinta glavni, bi lahko to vzel za vzor, kot primer dobrega organiziranja. Za vse ostale pa smo rajše se zatekli stari slovenski navadi, če nekdo pogleda iz povprečja, ga je potrebno čim prej potopiti v povprečje. Ja, pa sovražnik pri nas ni bil samo virus, ampak tudi mediji, opozicija, protestniki, informacijska pooblaščenka, ustavno sodišče, pa še bi lahko koga naštel. Imate tu morda kaj dodati, gospod Logar? Glede česa, mislim, da je mene izuzel iz... Da, vidim, da ne čutite potrebe. Če gremo naprej, Slovenija je od petka prišla že vse svetovne medije zaradi odločitve ustavnega sodišča, da imajo istospolni partnerji pravico do poroke in možnosti posvojitve otroka. S tem se pridružujemo večini zahodnih držav, ki so te pravice uredile v zadnjih 2 desetletjih. Seveda boste rekli, da je sodbe sodišč treba spoštovati. To, da gospod Logar, ali ste pripravljeni kot predsednik republike te pravice tudi javno zagovarjati?
Zdaj mi imamo nek ustavni red, ustavno sodišče je odločilo, da je razlikovanje med istospolnimi in raznospolnimi pari neustavno in naložilo zakonodajalcu, da v roku 6 mesecev pripravi to odločitev oziroma rešitev tega neustavnega položaja. In mislim, da bo v naslednjih 6 mesecih v Sloveniji veliko debate na to temo in mislim, da je zakonodajalec pred težko nalogo, hkrati pa tudi verjamem in upam, da bo ta razprava čim bolj širša, čim bolj inkluzivna, čim različne dejavnike in sogovornike vključila v pripravo te zakonodaje. Skratka, moj apel je, da tu ne velja hiteti, ampak da tu velja poiskati takšno rešitev te ustavne odločbe, ki bo širše sprejemljiva. Ja, boste zdaj zagovarjali to ali ne, oziroma se boste vključevali, rekli ste, da bodo številne debate o tem potekale, se boste vanjo vključili in kako? No, ampak sej sistem, naš zakonodajni sistem je jasen, torej zakonodajalec je tisti, ki mora na podlagi te ustavne odločbe najti rešitev. Se vam ne zdi, da bi volivce zanimalo stališče predsednika republike, njegova beseda ob takšni stvari? Gre za človekove ta razprava pravice, bo zelo obširna in 6 mesecev bo verjetno trajala. In v tem pogledu mislim, da je treba prisluhniti prav vsem mnenjem. Državni zbor je marca 2015 sprejel predlog Združene levice in izenačil raznospolne in istospolne pare, kar je kasneje padlo na referendumu, zdaj pa je ustavno sodišče v bistvu odločilo vsebinsko enako, kot je določala takratna sprememba. Jelka Godec, zdajšnja vodja poslanske skupine, katere član ste in ste bili tudi takrat, je v stališču poslanske skupine rekla, da bi bilo to neustavno, da bi bila to redefinicija družine, ukinitev očeta in mame, da gre zoper izraženo voljo volivcev na preteklih referendumih o tej temi. Se tu vaše mnenje od večinskega strankinega, ki je izraženo javno, razlikuje? No, ampak o tem je tako, kot je bilo zapisano v tem mnenju, dvakrat potekal referendum, zdaj imamo odločitev ustavnega sodišča in 6 mesecev rok, da se uskladi na podlagi te odločitve. In mislim, da je treba času in razpravi dati priložnost, da se politiki v Sloveniji uskladijo. Pa se vam ne zdi, da imajo volivci pravico poznati ta vaša stališča glede tega vprašanja, ki je, tudi videli smo veliko ločenih mnenj ustavnih sodnikov, skratka, vsi se zavedamo, da je razprava o tem v Sloveniji kar občutljiva. Še dodatno zato pravim, glede na to, da tudi v ustavnem sodišču v bistvu ni bilo soglasnega mnenja, da je bilo odločitev 6-3, kaže na to, da bo naslednjih 6 mesecev o tem razprava zelo, upam, da ne burna, predvsem, da bo zelo vsebinska. Pa boste v to razpravo s svojim stališčem prispevali tudi vi ali ne? Zdaj, mislite kot predsednik republike? Kot kandidat, kot predsednik, kot aktiven državljan. Se vam ne zdi, da pač ljudje morajo poznati ta vaša stališča? Zdaj, vedno sem v svoji... Ker sicer vas bodo sodili po dosedanji politiki, po dosedanjih izjavah iz vrst vaše stranke, katere zelo prepoznaven obraz ste. Zato je bistveno, da se do tega izrečete tudi vi. Ker takrat v razpravi 2015 vas niti ni bilo takrat v državnem zboru. 2015 sem bil v državnem zboru. Ne, upravičili ste se za odsotnost na tisti dan, ko ste razpravljali o tem. Dobro, marsikakšen dan se tudi upravičil. Ampak v vsakem pogledu mislim, da bo v naslednjih 6 mesecih zelo pomembna ta razprava vseh deležnikov. Da, to ste povedali. Ja, ampak še enkrat ponavljam, mislim, da je treba to razpravo popolnoma na nek način odpreti, da lahko vsak, ki ima svoje mnenje, pove to stališče. In tudi predsednik republike, vkolikor bo začutil potrebo, verjetno se bo vključil v to razpravo. Ampak takrat, ko bodo posamezni deležniki opravili ta svoj pomembni del razprave. Zdaj pa tega mnenja ne želite razkriti, očitno vsaj tako vtis je. Gospod Prebilič, vaše mnenje? Jaz sem pa zelo preprosto mnenje, kar se tega tiče. Družba mora delovati čim bolj odprto. Družba mora vključevati vse. Različno misleče, različno spolno orientiranje, različne barve kože in tako naprej. Jaz mislim, da je že to, da odločamo o pravicah, v tem konkretnem primeru govorimo seveda o manjšini v naši družbi, da večina odloča o manjšini, mislim, da za mene to ni dobro. To ni vključevanje in jaz mislim, da je prav, da se to prepusti
čim širšem konsenzu. Sam pozdravljam odločitev Ustavnega sodišča. Sam osebno menim, da ljubezen nikakor ne more biti zapovedana se strani države, ne more biti zapovedana se strani družbe ali kakršnikoli drugih elit v naši državi. Ljubezen je prosta svoboda vsakega posameznika in država mora prostor te proste svobode varovati in ga ne zapirati. Tako da s tem jaz nimam nobenih težav, ukolikor bom v tej funkciji predsednika absolutno aktivno sodeloval v tej razpravi v smislu vključevanja in ne izločevanja posameznikov v naši družbi. Tako da jaz mislim, da je dobro, da smo prišli na to točko, škoda, da nismo že prej in jaz mislim, da je dovolj prostora za to, da vsi srečno in uspešno živimo v naši državi in še enkrat, nobene potrebe ni, da se država v to, kako, na kakšen način, kdo izraža ljubezen, vključuje v katerem koli segmentu. Gospod Logar, kimate, to pomeni tudi vi, pozdravljate to? Ja, se je v bistvu povedal to, kar sem sam povedal, da je čim bolj vključujoča ta razprava in da se najde potem takšno rešitev, ki je sprejemljiva za širok krog. Ja, jasno je pozdravil sodbo Ustavnega sodišča. V našem ustavnem redu imamo sodbe najvišje veljave sodbe Ustavnega sodišča. Sodbe Ustavnega sodišča se morajo potem preleviti oziroma spraviti v zakonodajni postopek in kot poslanec sem se vedno zavzemal za to, da so se sodbe spravile v zakonodajni postopek. Žal v Sloveniji kar nekaj teh sodb Ustavnega sodišča še vedno čaka na izvršitev, sem pa vesel, da smo vsaj v preteklem mandatu nekaj teh sodb vendarle udejanjili. No, bomo pa videli, kako boste glasovali o vladnem zakonu, ki ne bi to neustavnost odpravljal, menda ne bi bil že pripravljen v tednu ali dveh. No, tu pa mislim, da je treba široko razpravo opraviti. Torej, ne hiteti s takim predlogom. Kot sem rekel, že v Ustavnem sodišču ni bilo poenotenja, bi bilo veliko lažje, če bi bilo to poenotenje. V tem primeru pa mislim, da mora Ministrstvo za delo opraviti zelo široko horizontalno razpravo z vsem deležniki. Gospod Prebilič, vso državo je pretresla tragedija v Melaminu, najhujša industrijska nesreča v zgodovini Slovenije, 7 smrtnih žrtev. Ko sem se v Kočevju tisti dan pogovarjal z domačini, so mi vsi nekako pripovedovali, ja, saj smo nekako vedeli, saj smo se bali, da živimo praktično na bombi, da je lahko nevarno, da pa je vendarle tovarna največji zaposlovalec v vaši občini, v vašem mestu. Zakaj si prej nikoli niste prizadevali, župan ste od 2010 naprej, da bi vsaj del proizvodnje preselili stran od naselja, kar se bo očitno zgodilo zdaj po nesreči? Naj začnem najprej s tem, da mi je zelo hudo, da so ljudje izgubili svoje življenja v naši nesreči. Mislim, da je podjetje resnično naredilo vse, da bi do tega ne prišlo. 2 dni pred to nesrečo so bili obnovljeni vsi certifikati, ki se nanašajo na način varstva pri delu. Torej vsi postopki, vsi mehanizmi, ki bi morali preprečiti nesrečo, so bili certificirani in prepoznani se strani tistih, ki seveda take dokumente oziroma take stvari potrjujejo. Zato seveda lahko rečem, da je podjetje investiralo mnogo v varnost. Je pa res, da človeški faktor nikoli ne moreš eliminirati v tem procesu in zgodilo se je prav to. Osebno menim, da bomo mi naredili vse po 2 stvareh. In prvič, da to podjetje še vedno deluje in drugič, da deluje na drugi lokaciji. Gre za podjetje... V celoti na drugi lokaciji. V celoti, ja. Zdaj, seveda, mi bomo šli v delih, kar ne nemogoče, to morate razumeti. Gre za investicijo skoraj 100 milijonov evrov, če hočemo predstaviti vse. To je nemogoče izpeljati nemudoma. Izpeljali bomo tisti del, ki je najbolj izpostavljen, govorim o kemijskem delu, se pravi tam, kjer nastaja dejansko melaminska smola in vsi ostali materiali, ki so povezani s kemijo. To bomo najprej selili, potem pa vse ostalo. Morate pa razumeti. Gre za podjetje, v katerem občina Kočevje nima lastniškega deleža, je v celoti zasebno podjetje in je do sedaj delovalo vzorno. Do tega trenutka, do te nesreče delovalo vzorno. Torej, ne samo, da je zaposlovalo ljudi, ne samo, da je vzdrževalo veliko znanja v našem bazenu, ampak je tudi zagotavljalo štipendiranje, razvoj športa in vsega ostalega. Torej, raznih učinkov ali pa indicev, ki bi kazali, da bi to podjetje skozi svoje delovanje, v čemarkoli, načenjalo varnost in zdravje ljudi, ni bilo. Ker še enkrat, investirali so ogromno v samo varnost in v delovanje teh sistemov. Seveda zdaj, ko se je to zgodilo, bom tudi sam osebno vztrajal na tem, da je ta lokacija nova in smo jo že našli in na njej tudi delamo. Tako da jaz upam, da bo Republika Slovenija, ki je lastnica teh zemljišč, ne pa občina Kočevje, da nam bo asistirala, da nam bo pomagala in da bodo dokumenti, govorim o prostorskem umeščanju, čim hitreje ugledali luč sveta. Ja, sprašujem ravno zato, ker pri nas, pa ne samo pri nas, včasih
pač se mora nekaj zgoditi, žal tragičnega, da se potem kaj premakne, kaj spremeni. Greva še k zadnjemu vprašanju, gospod Prebilič. Na spletni strani občine še vedno piše, da ste bili svetovalec nekdanjega predsednika Danila Türka, ki zdaj podpira vašo protikandidatko Natašo Pirc-Musar. Zdaj, v njegovem nekdanjem kabinetu ste to ogorčeno zavrnili, vi ste rekli, da gre za nesporazum, ampak svetovalci predsednika republike so funkcionarji v uradu in navedeni tudi na spletni strani urada. Vi to ste ali niste bili? Ne. To tudi nisem nikoli trdil. Jaz sem sodeloval z uradom predsednika republike 2 leti, za kar obstajajo tudi bibliografski dokumenti in kazalci v bazi SICRIS. Torej, mi smo sodelovali skozi razvijanje in spodbujanje domoljubja med mladimi v Republiki Sloveniji. Zakaj? Zaradi tega, ker je tedanji svetovalec, torej zaposlen v kabinetu predsednika Türka, gospod Ladislav Lipič, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske, že takrat prepoznal to, o čemer sem govoril v vaši oddaji, in to je, da obstaja odtujenost mladih od obrambnega sistema. Torej, da je nemogoče mlade vključevati, ker jih to ne zanima. Ker sem v tistem času vodil... Vi ste bili svetovalec svetovalca v bistvu, ne? V bistvu, ampak jaz sem izhajal iz preprostega razumevanja termina, če nekomu svetujem in pomagam, je to svetovalec. Nisem nikoli zavajal o tem, da bi bil zaposlen tam, ampak da sem sodeloval in to sodelovanje ni bilo enkratno, kakor trdi sam urad, ampak večkratno, za kar obstojijo tudi dokumenti. Dobro, spoštovana gospoda, gospod Anže Logar, gospod Vladimir Prebilič, najlepša hvala za vajen prvi obisk. Verjamem pa, da se bomo do jesenskih volitev še v tem studiu zagotovo srečevali, videl pa tudi še kje drugje. Za danes pa hvala. Hvala vam za vabilo. Upam, da ste zdaj lahko spoznali kandidate malo bolje. Vsekakor pa priporočam obisk naše spletne strani nnainfo.si. Tam najdete tudi pretekle oddaje. Eno smo že imeli z 2 kandidatkama, zato vljudno vabljeni. Iz studija pa danes le še lep pozdrav in nasvidenje.